Kava je kuhana, ampak danes ne bomo začeli s kakšnimi Goethejevimi citati. Profesor dr. Janez Skela se mi je pridružil tukaj na kavču s Filozofske fakultete in prepričana sem, da bo sam dodal kakšno lepo misel o jezikih. Janez, to je strast, ki si jo deliva? Brez dvoma. Jezik, verjetno ni bistvo jezika v njegovi popolnosti, ali pa vsaj, če gledamo recimo z nekega jezikoslovnega, slovničnega vidika, ampak verjetno bolj o tem, kaj sporočamo in kako sporočamo. Ja, jezik vedno skušamo ujeti, ne, v neke zakone, v neka pravila, že zelo zgodaj začnemo v slovenskih šolah, ne, se učiti slovnico in včasih kar pozabimo, kako živ organizem je in kako poln vsega, kar smo v bistvu sami, ne, poln našega značaja in naše zgodovine. Ja, brez dvoma to velja verjetno že za materinščino, če na to aludirate, kar se tiče pouka materinščine v osnovni šoli. Ne bi zdaj rad kritiziral sicer strokovnjakov z področja pouka slovenščine, ampak verjetno res začnemo malo prezgodaj s to analizo jezika in premalo delamo mogoče na bogatenju besedišča, retorike, se pravi vse to, kar je jezik lahko dela v bistvu v tem sporazumevalnem smislu. In jaz mislim, da bi v osnovni šoli morali te čare bistveno bolj odkrivati in mogoče manj iti v to analizo, ki pogosto zavira v bistvu, glede na to, da jezik imamo usvojen, kar se tiče naše materinščine, ga mogoče nam ne bi bilo treba tako zelo analizirati. Saj jaz se spomnim vseh teh podčrtavanj in besednih vrst in ne vem, in vsega tega eksplicitnega učenja slovnice, kar se tiče tvoje lastne materinščine, ki na koncu pravzaprav sploh več ne veš, ali je neka stvar pravilna ali ni pravilna, in mislim, da to precej zavira rabo jezika. Ja, zelo hitro gre zelo resno o jeziku, ne, v naših življenjih. Ja, mislim, da je to v bistvu tudi glavni problem pri tujih jezikih, ki smo jih zdaj v slovenščini, recimo vsaj kar se tiče angleščine, prvega jezika spustili v 1. razred. In zdaj to obdobje v osnovni šoli prve triade je vendarle namenjeno v glavnem tako imenovanemu opismenjevanju v materinščini. To se pravi, konec triade bi naj to opismenjevanje vsaj v glavnem bilo zaključeno. In ob tem pa se že pojavlja tuj jezik in marsikdo v bistvu nasprotuje temu, ker so prepričani, da v bistvu učenje tujega jezika ob sočasnem opismenjevanju v tvoji materinščini zavira ravno ta proces opismenjevanja. In seveda boste našli študije v prid čim zgodnejšemu učenju jezika. Je pa tudi tole lahko v določenih okoliščinah problematično. Sicer se pri tujem jeziku naj ne bi dotikali nobenih grafičnih spretnosti, da rečem, se pravi, ni branja, ni pisanja. V tem jeziku vse temelji na poslušanju in govoru, ampak vseeno to lahko ima nek določen učinek na proces opismenjevanja v slovenščini. Še zlasti, ker sta oba jezika glede, bi rekel, ujemanja glasov in zapisov, se pravi grafemov, izjemno različna. Mi imamo dokaj dobro ujemanje v slovenščini, praktično en glas, ena črka, medtem ko vemo, kakšno je stanje glede tega pri angleščini. Kdaj je potem pravi čas za učenje tujega jezika? Težko vprašanje. Mislim, da je to vprašanje postavljeno prej, preden smo v položaju odgovoriti na to vprašanje. Odvisno je od velikega števila okoliščin. Jaz bi rekel takrat, ko je otrok pripravljen. In zdaj, če to institucionaliziraš, seveda pomeni, da bodo gotovo neki otroci, ki so zreli mogoče za to, in gotovo nekateri, za katere bo to mogoče prezgodaj. Ni mogoče odgovoriti na to vprašanje, kdaj je pravi čas. Mislim, obstaja ta rek, da rečem, čim bolj zgodaj, tem bolje. Vendar je to vendarle en mit, pravzaprav v resnici, ker po svoje je logičen, seveda, zato ker bolj zgodaj, ko začneš, dlje boš v sistemu, boljša bo tvoja jezikovna usposobljenost na koncu tega izobraževanja.
ampak morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Če namreč vertikale nimamo dobro razvite, ker vedno bo nekdo, ki se bo začel jezika učiti še bolj zgodaj od tega že institucionaliziranega začetka. Se pravi, če začnemo v 1. razredu, se bodo nekateri, ki se učijo že v vrtcu in tako dalje, in potem vedno, ko se začne potem uradno učiti nek tuji jezik, so pa vsi na istem izhodišču, se pravi, so začetniki. Enako je bilo prej, ko se je začelo v 4. razredu in tako dalje. Se pravi, vedno nekaj začenjaš, tudi tisti, ki so že v bistvu se učili jezika, in potem jih seveda demotiviraš, ker non-stop počnejo eno in isto. Recimo drugi tuji jezik v osnovni šoli, ki je fakultativen, se ga večina uči, no, mogoče tole malo premočno večina, ampak veliko učencev uči preventivno. Se pravi, ta drugi tuji jezik, ki ga čaka potem v srednji šoli, ga bo imel 2-3 leta že v osnovni in bo potem s tem znanjem lahko tam spal vsaj 1 leto mogoče, ampak spet bo začel kot popoln začetnik, kot vsi ostali učenci, mogoče, ki se tega jezika predhodno niso učili. Tako da bolj zgodaj boljše, ni nujno res. Vkolikor nimaš vzpostavljenega res dobrega sistema, da nadgrajuješ svoje znanje, ne pa da se stalno vračaš v neke začetke. No, to je še dodaten izziv v večjezičnem okolju, recimo, ne, kjer sta 2 jezika uradna. Uradna, ja. Ja, seveda, odvisno, no, kakšen je ta status drugega oziroma še več, lahko jih je tudi več uradnih jezikov. Zdaj, uradna dvojezičnost seveda neke države, da rečem, še ne pomeni, da bodo tudi ljudje večjezični avtomatično, vsaj ne v vseh teh jezikih, recimo, če pogledamo eno Švico ali pa, ne vem, Belgijo in tako dalje. So pa možnosti za to seveda boljše, vsaj na tistih področjih, kjer se ti jeziki govorijo, da bo ta jezikovni stik seveda imel za posledico neko obliko dvo- ali večjezičnosti. Zdaj v Sloveniji, če recimo za slovenske razmere gledamo, slovenščina je pač in državni in uradni jezik na celem območju Slovenije. V bistvu imamo to tudi ustavno pravno urejeno, na ta način to je zapisano v ustavi. In še 2 manjšinska jezika, ki sta seveda na področju italijanske in madžarske manjšine, poleg slovenščine, uradna jezika. Kar seveda pomeni, da zdaj nismo vsi Slovenci večjezični v teh 2 jezikih, ampak na teh področjih, kjer sta pa ta 2 jezika tudi uradna jezika, pa seveda obstaja večja možnost, da bo zaradi tega jezikovnega stika. Saj, če pogledate recimo neke zanimive podatke, večjezičnost, dvo- ali večjezičnost. Kako jo definiramo danes? Ja, da mogoče to razložim. Ja, bom sam trenutek, če mogoče povem nekaj podatkov. Globalno gledano je, kakor so ti podatki pač sploh lahko zanesljivi, ampak verjetno je dokaj pravilni, je okrog 70% populacije svetovne je bodisi dvo- ali večjezičnih. Kar je verjetno res, če sklepate iz tega, da je trenutno nekaj več kot 6,000 živih jezikov na svetu, ki živijo, da rečem, v manj kot 200 državah. In se pravi, vseh teh 6,000 jezikov biva v manj kot 200 državah, kar pomeni, da gre za izjemno veliko jezikovnih stikov. In kot rečeno, posledica jezikovnega stika je seveda neka oblika dvojezičnosti in večjezičnosti. Je pa res, da kot ste rekli, dvojezičnost, če nekdo reče, recimo, jaz sem dvojezičen v angleščini in nemščini, je verjetno prva asociacija, da zelo dobro obvladaš ta 2 jezika in največkrat misli v bistvu na naravno dvojezičnost. Se pravi, ko je otrok v bistvu v več- ali dvojezični družini usvojil 2 materinščini v resnici, sočasno, simultano in seveda do stopnje tako imenovanega popolnega jezikovnega znanja, intuitivnega jezikovnega znanja. Ampak za potrebe tujejezikovnega pouka pa dvojezičnosti ne moremo definirati samo tako, ker potem nihče ne bi v bistvu dosegel te stopnje, bi bili ti kriteriji previsoki. Tako da danes se res dvo- ali večjezičnost tretira oziroma definira kot
mislim, precej bolj fleksibilno, ohlapno, prizanesljivo, da rečem celo v tem smislu, da je praktično katerakoli stopnja jezikovnega znanja že primer dvo- ali več jezičnosti. Sam bi recimo šel do stopnje A2 po teh, bi rekel, 6 lestvicah jezikovnega znanja, ki jih definira skupni evropski jezikovni okvir, se pravi od A1 do C2. Jaz bi to spustil nekje na A2 stopnjo, kar bi že zadoščalo, da se lahko človek deklarira za dvojezičnega oziroma večjezičnega v tem smislu. Ne. Tako da, ja, vse je smiselno, kot rečeno, ker drugače bi bili ti kriteriji prestrogi za to jezikovno funkcijo. No, živimo in komuniciramo v zelo zanimivi regiji, kjer ni treba daleč in že slišimo drug jezik, tudi naša zgodovina je prepletena z različnimi jeziki. Če mogoče narediva en tak kratek pregled zgodovine uradnih jezikov na območju Slovenije. Če začneva mogoče z današnjim stanjem, pa se pomikava nazaj. Kot ste že sami rekli, sosedski jeziki so gotovo tisti, ki imajo verjetno precej vpliva oziroma naj bi imeli vpliv tudi na neko tujo jezikovno politiko določene države, recimo v tem primeru Slovenije. Se pravi, katere jezike mi ponujamo v šoli kot, bi rekel, potencialno najbolj koristne, ali z ekonomskega ali kakršnekoli vidika, jer ta geografski vidik je v bistvu precej pomemben, čeprav mislim, da ga mi ne upoštevamo. Recimo z tega vidika bi gotovo nemščina in italijanščina morala biti dva najpomembnejša tuja jezika, ki se v bistvu bi poučevala. Zdaj, ja, katere tuje jezike? Oziroma, kako je uradni jeziki, zgodovina uradnih jezikov. Ja, gledajte, to pa lahko gremo zdaj nazaj do Habsburške, ne vem, monarhije, tjale, ne vem, v 13. stoletje in naprej, ker ta ozemlja današnje Slovenije so pač, čeprav tudi to ni bila neka monolitna tvorba, kasneje se v bistvu širila in krčila. V glavnem nemščina, seveda, glede na to, kamor smo politično pripadali, potem pa ob nastanku Avstro-Ogrske, v bistvu ta del Habsburške monarhije. Takrat so pa že v bistvu slovenščina dobivala že neke, mislim, da ni bila priznana kot uradni jezik, ampak v bistvu poleg nemščine je vendarle bila uporabljena v neki javni komunikaciji oziroma z nekimi uradi. Potem pa ja, v glavnem Ilirske province, ne? To, ja, in pol kasneje v 19. stoletju v bistvu to prebojenje narodov, kjer so v bistvu Slovenci začeli zahtevati neke določene, bi rekel, pravice, kar se tiče svojega jezika. Ampak vse do konca Prve svetovne vojne oziroma pol padca oziroma propada Habsburške monarhije je seveda prevladovala nemščina v vseh pogledih, v bistvu. Potem pa nastanek tele kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kjer je pač slovenščina postala prvič uradni jezik v tem delu Jugoslavije oziroma te kraljevine in uradni jezik je bil pa na zvezni ravni srbo-hrvaščina, seveda. V tem medvojnem času, mislim, to je potem trajalo do začetka druge svetovne vojne na našem ozemlju, ker so za časa okupacije pač uradni jeziki bili jeziki okupatorjev, odvisno katero ozemlje mislimo, torej nemščina, italijanščina. In po drugi svetovni vojni, to, kar smo imeli v tej več jezični Jugoslaviji in seveda z osamosvojitvijo, kot rečeno, ker smo ustavno pravno uredili status slovenščine kot državnega jezika na celotnem ozemlju Slovenije in hkrati uradnega jezika. Kako si recimo razlagate upad interesa, med drugim tudi za nemški jezik, ne? Če gledamo številke, tudi na Filozofski fakulteti v Ljubljani je manj študentov kot pred leti tudi za nemški jezik. Ja, zdaj najverjetneje lahko krivca iščemo v angleščini, recimo, če gledamo z današnje perspektive, zato ker angleščina pač je, kar je.
To je globalna lingua franca. No, COVID je tudi naredil svoje, ne, ko je angleščina res še se zdi pridobila na pomenu, ne vsi izrazi so bili Ja, to je iz res. V bistvu angleščine. ta tehnološki razvoj, v bistvu, ki je poleg, bi rekel, ZDA in njene ekonomije po drugi svetovni vojni v bistvu pripeljal do tega, da je angleščina danes to, kar je. Ja, potem ta tehnološki razvoj, se pravi tudi v bistvu, ja, kot pravite, v času covida, to so določeni razlogi. Lahko pa segajo tudi, ne vem, na našem področju še na kakšno drugo področje, tudi ravno prej, ko smo govorili, kaj je tista ponudba tujih jezikov, za katero se neka država odloči, da jo bo pač ponudila v šolskem sistemu. In tukaj lahko imamo različne kriterije, kot sem že prej rekel, geografski je gotovo, ni najpomembnejši, ampak je v nekem smislu logičen. Čeprav vsa logika seveda tudi to odpove, če pomislite na angleščino, ki izpodriva danes te tuje jezike, povsod, kjer je bilo bistveno bolj logično, da bi se učili nek drug jezik. Recimo v eni Španiji je bilo logično, da se učijo leta in leta pač seveda francoščino, ne pa angleščino in podobno. Se pravi, ti sosedski jeziki so gotovo en pomemben faktor. Potem pa zgodovinski razlogi tudi. Ne smemo pozabiti, kaj smo mi počeli po drugi svetovni vojni zaradi določenih, ne vem, če smem reči, zamer ali karkoli, ne glede na okupacijo in podobne stvari. Ste imeli primere, ko se v Novi Gorici niso učili italijanščine. To je pač bila politična odločitev, in v bistvu tako, bi rekel, prikrajšati učence za nek jezik, ki bi bila mogoče daleč najbolj logična izbira, je bilo marsikdaj tudi z nemščino mogoče tako, da ni bila ponujena tam, kjer bi bilo to najbolj logično. Kasneje pa, ja, se pravi, angleščina je v bistvu v zadnjih 2 desetletjih pač naredila ta svoj pohod, neustavljiv. Če bi pa primerjali recimo neke podatke, enkrat sem gledal eno analizo o prisotnosti angleščine kot tujega jezika v evropskem prostoru, je bilo konec 19., začetek 20. stoletja takih šol mogoče okrog 5%. 100 let kasneje, če gremo 1990 do 2000, je bilo takih šol v evropskem prostoru že več kot 70%, na ravni osnovnošolskega pouka, na srednješolski pa celo več. Če gremo pa še naprej, do danes, še 25 let, pa imamo, mislim, da se že nad 95% šol v Evropi ponuja angleščino tako na osnovnošolski ravni, kot srednješolski ravni, kot obvezen prvi tuj jezik. Tako da, seveda, imajo zdaj posamezne države tukaj zelo težko vlogo in nalogo. Po eni strani morajo zadovoljevati te potrebe in to bi rekel, zaželenost angleščine, ker nam pač to zagotavlja nek uspeh na osebni in siceršnji ravni in podobno, in to starši tudi zahtevajo. Po drugi strani pa seveda morajo reševati jezike, ki niso angleščina. Tako da večinoma, ko pridemo do tuje jezikovne politike, ima večina ljudi do angleščine zelo, zelo ambivalenten odnos. Po eni strani vemo, da je to nujno, da ne gre drugače, po drugi strani pa v bistvu ne jamčimo več jezičnosti, zato ker znanje angleščine danes mislim, da že skoraj ne more več šteti kot tuj jezik, ampak v bistvu že neka spretnost, ki kot je bila nekoč, ne vem, uporaba računalnika, recimo nekaj takega, in je samo po sebi umevna. Bolj kot da bi nam to res naš večjezični repertoar plemenitilo, ker šele jezike, ki niso angleščina, so pravzaprav tisti, ki so verjetno upravičujejo večjezičnost nekega človeka. No, ampak glede na to, da sva prej govorila tudi o tem, kako je jezik živ organizem in kako se tudi odziva na aktualne stvari, lahko bi rekli, da kot spužva, včasih vsrkava, tudi dogajanje tukaj in zdaj,
se morda nekoč v prihodnosti zamajajo tudi temelji angleščini, glede na to, kako se svet in zemljevidi premikajo proti vzhodu in prihajajo povsem sile moči, so danes veliko bolj proti vzhodu, kot je mnogim ljubo priznati. To je ena, to se strinjam popolnoma. Druga možnost pa je, da se bo angleščina glede na to, kaj je in kdo se jo uporablja in zlorablja. Tako da ne vem, kako se počutijo domači govorci angleščine, ko poslušajo vse naše tujce, kaj počnemo z njihovim jezikom in kaj vse je pravzaprav sprejemljivo, da se bo angleščina z tega vidika začela cepiti v neke podzvrsti, vsaj take so predvidevane določenih strokovnjakov, da v resnici sploh se ne bodo več razumeli med sabo in da bomo spet tam, kjer smo bili na samem začetku. Se pravi, če je zdaj lingua franca, bo nekoč mogoče se do te točke postala različna s to rabo, mislim tako, da se ne bodo sploh v bistvu ljudje več med sabo razumeli. Ker eno stvar morate upoštevati. Večina komunikacije v angleščini danes poteka med nedomačimi govorci angleščine. To je zanimivo, ja. Ker Kahru, en indijski raziskovalec, ki je to že pred desetletji te koncentrične slavne kroge uvedel, kar se tiče angleščine, je notranji krog predstavljal države, kjer je angleščina pač prvi jezik oziroma materinščina, potem zunanji, kjer je to drugi jezik oziroma jezik okolja, to so v glavnem bivše kolonije, in potem ta najbolj ta razširajoči se krog, v katerem pač ima angleščina status tujega jezika. In na presečišču teh dveh zunanjih krogov se dogaja, mislim, največ komunikacij poteka tukaj. Se pravi, bolj verjetno je, da bo en Slovenec angleščino uporabljal v pogovoru z Grkom, Špancem, ne vem, z Norvežanom, kot pa z domačim govorcem angleščine. Teh je itak komaj, ne vem, dobrih 5% celotne populacije je domačih govorcev angleščine. Se pravi, prevladujejo nedomači govorci angleščine, prevladujejo nedomači govorci učitelji angleščine in seveda tukaj se že dogajajo določene prilagoditve v tem komunikacijskem krogu. Tle je šla ravno ta ELF, English as a Lingua Franca, v bistvu s svojimi pedagoškimi že načeli, ki niso več nujno referenca na ta najbolj notranji krog, kar je tradicionalno vedno bilo. Vedno smo se zgledovali in glede učenja, poučevanja, pač po normativih, ki so izhajali iz tega notranjega kroga, se pravi angleščine kot materinščine. Se pravi, če strneva, poučevanje tujih jezikov, če primerjamo zdaj predvojno obdobje, povojno obdobje in pa zdaj, se je precej spremenilo. Govorili ste zdaj o tem vzponu angleščine. Se spreminja tudi didaktika, metodika poučevanja tujih jezikov pri nas? Absolutno. Tudi angleščine? Ja, ali pa mogoče predvsem angleščine, bi rekel. Čeprav treba poudariti ene pomembne stvari. Angleščina je brez dvoma najbolj proučevan jezik za vsak področji. Sociolingvističnih, lingvističnih, psiholingvističnih, kakršnikoli možnih perspektiv. In kar bi poudaril je to, da je seveda posledično ogromno literature na to temo, nepregledne količine literature, ampak so o angleščini. Mogoče neko skomino, ki jo lahko imamo ob tem, ker iz tega izhaja tudi potem način poučevanja angleščine, je, da vse, kar deluje v angleškem razredu, bo delovalo tudi v nemškem razredu ali v francoskem razredu. Pa temu ni tako, ker psiholingvistično, če se me tako izraziti, je verjetno res enako, ali pa vsaj na zelo podoben način se učimo angleščine ali nemščine. Ampak, ko pride do samega poučevanja, je pa ravno ta izpostavitev jeziku, to je pa ta sociolingvistični vidik, ki je drugi jeziki nimajo do te mere kot angleščina, ker so izpostavljeni do te mere, bo pa imel bistveni vpliv na učenje tega jezika. Po domače povedano, nekaj, kar bo delovalo v angleškem razredu, zato ker so učenci temu jeziku izpostavljeni tudi izven razreda, mogoče ne bo delovalo pri nekem tujem jeziku, ki je pa bolj kot ne omejen na tistih nekaj ur tedensko, ki jih imajo na urniku. In seveda angleščina je bila z tega vidika, je bila in je paradni konj, kar se tiče didaktike. Ampak zato je treba v bistvu to opozorilo pač vendarle izpostaviti, da
če nekaj deluje v angleščini, ni nujno, da bo delovalo tudi nekje drugje. Drugače pa ja, seveda, poučevanje se je kar drastično spreminjalo, seveda, če gledamo, recimo, vsaj jaz, tu sem eno knjigo prinesel s sabo, Govori spomin, ki je v bistvu pregled slovenskih učbenikov angleškega jezika v povojnem obdobju in v bistvu je dosti zanimiv pregled tega, na kakšen način se je tuji jezik poučeval. Sam na učbenike gledam, ker jih obožujem, zbiram, proučujem, kot neke časovne kapsule, ker namreč praksa nikoli ni dokumentirana. Se pravi, mi ne moremo vedeti, kako se je poučevala angleščina v Ljubljani leta 50, na primer. Ničesar ni ostalo, kar pa je ostalo, so ostali učni načrti, ostali so učbeniki. Čeprav jih učenci in učitelji interpretirajo po svoje, to še vedno razmeroma kar zanesljiv pogled v to, kako je verjetno poučevanje izgledalo. In z tega vidika se mi zdi, da imajo učbeniki izjemno pomembno dokumentarno vlogo, tako da v bistvu lahko na njihovi podlagi gledamo ta razvoj, kako se je ta didaktika spreminjala. In to že tisočletja lahko rečemo, Ja, to tudi je sploh tukaj en- to zanimiva sem- knjiga, 25 stoletij, poučevanja jezikov, se pravi Točno. od 5. stoletja pred našim štetjem. Latinščina je imela tudi svoj učni načrt, Latinščina poučevanje latinskega jezika. Ja, seveda. Latinščina je v bistvu, čeprav je v bistvu nehala biti materinščina kogarkoli že verjetno tam okrog 7. stoletja, ampak je pa bila kasneje, seveda, če gledamo v Evropo, v Evropi je bila pač seveda lingua franca takratnega izobraženstva, univerz in podobno, in to je trajalo vse do 17. stoletja. Latinščino so tudi govorili, ne samo pisali. In zakaj je to izročilo pomembno? Ker kasneje, namreč tu je bil en ključni element pri tujih jezikih, ki se ponavadi premalo izpostavlja, je to, da so konec 19., začetek 20. stoletja so začeli moderni tuji jeziki postajati del kurikula. Se pravi, so postali šolski predmeti v šolah. Pač kot posledica potrebe po komuniciranju, industrijska revolucija, potovanja, gospodarske izmenjave in podobno, nenadoma ni več zadoščalo tisti prestižni del tujejezikovnega izobraževanja, književnosti in podobno, ampak dejansko potreba po sporazumevanju v tujem jeziku. In ko se je to zgodilo, vse, kar smo imeli, je bila tradicija poučevanja klasičnih jezikov in latinščine. Žal se to ni steklo dobro, zato ker pač te metode, zlasti slovnično prevajalna metoda, ki je v bistvu temeljena na tem, ni usposabljala učencev za komunikacijo. Sicer ne želim je kritizirati, ker to nikoli ni bil namen te metode, tako da je mogoče nepošteno je kritizirati zdaj v retrospektivi, ampak takšno so bila dejstva. No pa dajva malo, ko že govoriva tudi o zgodovini učenja tujih jezikov, če malo razmišljava za naprej, latinščina, nekoč lingua franca, iz katere se je potem razvilo kar nekaj jezikov, se lahko podobno zgodi v prihodnosti z angleščino? Ja, ravno to sem mislil, to se mi zdi izjemno dobro izhodišče, to, kar ste zdaj povedali, pa ne vem, če sem se znal prej dobro izraziti. Ja, seveda, iz latinščine so seveda, iz te vulgarne latinščine so potem začeli se razvijati moderni romanski jeziki in je na ta način pač nehala biti, bi rekel, govorjen oziroma živ jezik, ampak je ostajala še dolgo časa, kot rečeno, kot lingua franca, še danes, nazadnje seveda živi v znanosti in podobnem. Ja, točno to bi se lahko zgodilo. Točno to, kar je David Crystal, ki je velik strokovnjak na področju poučevanja jezikov in sploh jezikoslovja angleškega, izrisa kot enega izmed možnih scenarijev, da bo v bistvu angleščina razpadla v neke podjezike, ne vem, kako jih naj imenujem, ki bodo spet toliko različni, verjetno podobni kot recimo zdaj romanski jeziki, nekdo, ki govori italijansko, bo verjetno kar precej razumel tudi špansko in podobno, na ta način, ampak ne pa, da bi ravno to bil isti jezik. Je v tem smislu možno, ja, to je zelo možno. Nimam tele kristalne krogle, ampak možen scenarij.
To bi bilo maščevanje. Iz vulgarne angleščine, da se potem, ne, ampak ja, te njihovi prevladi v bistvu, zato ker vendarle treba pogledati, da to je ELT, se pravi English Language Teaching, je že zdavnaj postala storitvena industrija, to je pač industrija in konec. To je izvozni produkt številka 1, kar se tiče Britancev in njihov lastni jezik. Zato je ta slavni citat, Angleži so sicer izgubili svoj imperij, ampak so pridobili imperij jezika. Tako da v bistvu spet imajo ta imperij in seveda skozi to lahko prodajajo vso svojo ekspertizo, učbenike, izobraževanje učiteljev in podobno. In to je seveda v veliki meri tudi diktiralo način poučevanja jezikov. Po tej slovnično-prevajalni metodi so vse metode, ki so se uveljavljale, so bile monolingvalne. Se pravi, izključno referenca na ciljni jezik, na tuj jezik, izključevanje materinščine iz poučevanja, malo iz komoditete, malo pa tudi iz tega, ker so sami bili v glavnem monolingvalni, kot rečeno, in potem en Anglež lahko potoval po celem svetu, uporabljal svojo materinščino, se mu ni bolj treba pravzaprav na nič ozirati. In potem so tudi učitelje prepričali v to, tako da je to nastalo potem neko dejanje zvestobe britanskemu imperiju, če hočete. In še danes učitelji v bistvu kar močno sledijo temu. No, pa če se vrneva tam, kjer sva začela najin pogovor, sedaj proti koncu, se mi zdi, da v vsakem jeziku je toliko duše enega naroda, toliko ene zgodovine in talentov. Meni se zdi nemščina fantastična za opisovanje gospodarstva, za tehničnih posebnosti, francoščina za kuharske tehnike, slovenščina je čudovita za opisovanje narave. Imamo naravne pojave, ki jih v angleščini ne moreš opisati tako lepo kot slovenščini. Ta razlika že, kaj je zjutraj na polju, ivje, rosa, vse te podrobnosti, to je slovenščina zelo natančna. Ja, ne samo tu. Slovenščina, jaz bi rekel, da vedno bolj spoznam, da je absolutno čudovit jezik. Verjetno do tega spoznanja pravzaprav ne moreš priti, če ne poznaš dobro tujih jezikov. Se pa strinjam, to, kar ste zdaj nanizali, mislim, da so obstajale neke teorije o jezikovni relativnosti, ki govorijo o tem, da da jezik določa naše misli in dejanja. Se pravi, da odvisno od tega, kateri jezik govorimo, da je to način, kako percepiramo stvarnost. S tem se recimo danes veliko ukvarja kognitivno jezikoslovje. Drugače pa vse te jezikovne značilnosti, kot ste jih zdaj orisali, če primerjamo različne jezike, v nekaterih jezikih, tako imamo neprevedljive besede, recimo za začetek, ki so toliko kulturno specifične za nek jezik, da jih v resnici ne moreš poiskati ekvivalenta in prevesti. Potem so določene fleksibilnosti ali nefleksibilnosti v nekem jeziku, recimo nemščina je zelo nominaliziran jezik, se pravi, sej tudi, poglejte, samostalnik, Hauptwort, in še pišejo ga z veliko začetnico v bistvu, se pravi, mu dajo bi rekel, nek pomen, ki ga mogoče v drugih jezikih nima. In v angleščini gotovo, angleščina ni tako nominalizirana, kot je recimo nemščina. In to vidiš v diskurzu, vsem na načinu, v bistvu, kot ste rekli, opis gospodarstva mogoče, Po drugi strani pogledajte italijanščino, koliko je fleksibilna pri recimo diminutivih, se pravi pomanjševalnicah. Recimo vzamemo bačo, imamo potem kar lahko bačino, pa lahko imamo bačone, pri povečevalnicah. Tukaj slovenščina nima. Tudi ne maramo pomanjševalnice, to smo še manjši kot smo, včasih malo psihološko. Se mi zdi, da pomanjševalnice pri Slovencih nimajo takega statusa, tako močnega naboja, kot recimo nekaterih, recimo italijanščina, ki ste omenili, ali pa poljščina. Mogoče. Ampak gotovo te, bi rekel, jezikovno-kulturne značilnosti posameznih jezikov, ki gotovo imajo odslikavo tudi v načinu, bi rekel, našega razmišljanja, našega delovanja. In to, kar se nam odpira potem za učenjem tujih jezikov. Zato, ker ko pa vstopamo v tuj jezik, pa dobimo vpogled v te nove svetove, nove perspektive. Novo kulturo.
No, absolutno, novo kulturo. Sej, apropo kulture, sem se spomnil ene anekdote, ko je potekala diskusija o tem, zakaj bi se nek hillbilly v Ameriki, pač nekje v enem zakotnem kraju, moral učiti tujega jezika, če vendar ne bo nikoli zapustil tega kraja, še manj mogoče države. Torej, zakaj bi se tak človek učil tujega jezika, je bil argument. In protiargument se mi zdel fantastičen, ki ga je ta oseba, ki je diskutirala, izrekla. Ravno zato. Ker nikoli ne bo zapustil tega kraja, s čimer je v bistvu hotel povedati, da učenje jezika ima širše izobraževalne potenciale, ne zgolj ta inštrumentalni, jezikovni, sporazumevalni del, ampak predvsem zavest o jeziku in kulturi. Zato, ker šele, ko spoznavaš tujo kulturo, lahko razmišljaš o svoji in spoznavaš skozi tujo kulturo svojo, ker kultura je ravno tako kot materinščina usvojena. Se pravi, nezavedno, so kar precej globoke plasti v bistvu tega vedenja, skrite pod površino. Če vzamemo v bistvu neko metaforo ledene gore, to, kar vidimo, je samo vrh ledene gore, to je tisto, kar opazimo, teh 10%, ko smo v tujem okolju, tisto, kar takoj vidimo. Vse bistveno se pa skriva v bistvu vrednote, stališča, pa moraš preživeti leta in leta, verjetno v tej kulturi, da se dokoplješ do teh vidikov. Nijans, podtonov posameznih jezikov. Bova v tem duhu tudi zaključila, se mi zdijo to res neke misli, ki vseeno dajo upanje, da jeziki ne bodo kar tako izumrli, dokler bodo tu ljudje, vse te emocije in vse to, ki jih govorimo in uporabljamo na ta način. Tako da, hvala res za zelo, zelo zanimiv pogovor. Ste videli, sploh ni bilo treba vključiti Goetheja s kakšno modro mislijo. Dovolj lepih misli. Sva nanizala ena majhna zahvala tudi danes za najino druženje. Ni slovarček, bo pa zagotovo prišlo tudi prav. Najlepša hvala. Papirtüte. Papirtüte. To da res hvala lepa. Enako. Hvala za povabilo.